ampak vse te bom prosil, da poskusiš opisati letošnji proces organizacije od idealizacije do končne postavitve. A ne? Kaj so bili največji izzivi? Vemo, da je potrebno... Vemo, kako se je začelo, zbudila se z nočno moro, da je fejlalo. Statična oprema, tehnična oprema, vse to, ampak je pred tem je še vidik ideje, a ne? Kako bo zadeva sploh izgledala konceptualno, vizija, kako bo postavitev izgledala. Ne? Mogoče ta proces lahko pišeš? Jaz sem malo bolj taka spontana, mislim, kar pride. Je pa res, da lani smo itak dogodek že organizirali, tako da sem imela neko podlago. Vedela sem, kje je bilo treba zadeve izboljšati. Kakšne nove ideje sem imela, kot je na primer tatu oddelek. To sem v bistvu dobila primarno zaradi bratca od mojega fanta, ker zdaj je v procesu tetoviranja in si je toliko že anime character tetoviral, da jih ni več praktično na trgu. No. Jaz slišal sem, da je tale specifično samo za anime karakterje, pa take geek. Te, ki so bile na Umiku. To je zakon tega nobenega druga konvencija v Sloveniji nima, tako da... Jaz sem bil šokiran, ker tak pol dneva mine, pa vim, holy shit, tatuje delajo tam resno. Jaz zdaj le prvič slišam. To so bili pravi tatuji? Legit. Nisem bila sigurna, da jih bodo sploh delali, ker omenile so mi printe, ker načeloma je lažje prodati printe na anime dogodku, kot pa samo tetovirati. In potem sem začela govoriti o teh masažnih mizah in vse. In takrat me je primila panika tudi glede higienske inšpekcije. In na koncu je bilo vse v redu, res so tetovirale, ampak so pa bile, kolikor vem, že zmenjene, ker ne vem... Klijente so že imeli v bistvu. Ker v bistvu problem je ten, da tudi ko se greš tetovirati, ne rečeš sam naredi mi to in on že vzame in ti začne delati. Načeloma se tudi pogovoriš z njim, hočeš tako, hočeš to, barvno, črno in te... Mislim, je pa vseeno dobro, ker se promovira, da anime tatuje delajo tu še vedno zbliža potem to tetovažo, proces tetoviranja s publiko. One so bile na primer zelo zadovoljne. Pisali so mi tudi potem mail, vse tri, in so rekli, da so ful vesele, da hvala za povabilo in da bo definitivno sodelovali to naslednje leto. Tako da je bilo res, mislim, da je bil, možno so bile one celo najbolj zadovoljne od vse. Nič fantje, moramo si vtetovirati naš logo. Na hrbet. Jako za... Ne, na šelo. Pa eden ima, veš, fist bump, drugi ima high five. Ne, in potem se head button. To, Kaj pa organizacija, povem še kaj? Torej tatu konvencija, cosplay sem pač vedela, da hočem izboljšati, tako da sem iskala goste. Trgovine sem se pač tu fokusirala, tako da nisem sam čakala, da ljudje pišejo in se prijavijo, ampak sem res nekako napisala azijska hrana v Google in sem dobila vse trgovine azijsko hrano. Pa tudi sem ukradla sicer iz dneva Japonske njihov seznam stojnic, tako da sem tudi tistim pisala. Ima pa mislim, da je dan Japonske sodelovali ste z informacijami. Tako, ja. Ampak, kolikor sem videla, so določena podjetja ali pa posamezniki, ki so prav iz Japonske prišli v Slovenijo, pa delajo suši, ampak mislim, da sodelujo samo na dnevu Japonske. No. Večina jih sploh nima prav neke legit spletne strani. Verjetno je tako, da poznajo ambasador, preko ambasade. Potem to s tem Italijanom, torej prodaja v tujini. Program pa tudi, vedela sem, katere predavanja bi nekako imela, koliko, sem pa tudi mogoče zafrknila, ker potem, ko sem dobila te cosplayerje iz tujine in pa streamerje, ravno ko sem v bistvu z Bogdanom govorila. So bili streamerji na eventu? Ja, je bilo predavanje. Z mamico je prišli do mene, pa so me vprašali, ki so pa streamerji. Jaz sem bil, kaj streamerji so tu, kaj se to dogaja? Predavalnica je bila. Predavalnici so imeli. Tako da definitivno smer okazi mora biti, ne sem to pač ful boljše narejeni. Jaz sem se že tako spraševal, kje je predavalnica. To bo definitivno. Ena infotočka mogoče. Smerokaz. No, ko sem dobila Bogdana iz Hrvaške, ki je bil del žirije, sem jaz imela potem z njim prek Discorda en mini sestanek, pa je bila tam tudi njegova žena. In ona tuj cosplaya, kot je full cute, ampak tuj streama. Kaj pa ona cosplayala? Ker on je bil iz Warcrafta, ne? On je ta cosplay delal leta, gaj se smel intervju z njim. Ne vem, kaj je cosplayala. Vem pa, da dela zdaj na Diablo. Ker ona drugače prav igra in streama več ali manj izključno Diablo.
in potem ima tudi cosplay, tako da v bistvu streama v cosplayu. Nice. Diablo 2, best dark fantasy. Štirka bo zdaj zakon. Čeprav Path of Exile. To je res, vsi grejo tja. Tako da problem je bil, da ko sem videla priložnost, da pride tudi ona in ima, mislim, 2000 followerjev na Twitchu, sem rekla, fuck, res bi hotela nekaj narediti tudi z njo, če že pridejo, ne. In takrat sem potem našla na Instagramu Sparka. Spark pa je tudi en slovenski, bolj youtuber kot pa Twitch streamer, pa sem mu pisala, tako da smo zmenili, prišel v bistvu iz Murske Sobote dol. Z drugega predela Slovenije. Dobesedno najdaljša pot v Sloveniji. Tako da je prišel za 1 uro na privatnem letalu. Je prišel na stream, potem sem mu urediral, da se slikal z Johnny Deppom, ker res ga je ful hotel sliko z njim. Je potem šel s punco malo na obalo, ne, ker če že prišel dol, ne. Ja, ne vem. Ne se sprašujem, če voda že dovolj topla. Da vem, moje 2 možganske celice so pravkar skupaj dale, da Umiko je v bistvu mislim, what the hell, Marko, to zajko. To pa si šele zdaj pogledam zapisal. Ja, to pa res, ne. Look, like I said, 2 brain cells. Mind blown. Jaz bi vprašal, ki si našla one, ki so board game prodali na velikem eventu, ko je pač noter, ko je bilo, ker sem se ful povezal z njima, ful zakon sta bila pa nova. Črni vitez. Črni vitez je? Ja, mislim, spodaj so bili, ja, spodaj so bili, jaz sem njih našla lani na Instagramu nekako, možno, da so kaj promovirali objavo in sem jih že takrat pisala. Pa so lani prišli in letos pač itak spet in so full face, jaz sem da potem pri njih par iger naročila. Sicer imela sem v načrtu imeti vse družabne igre gor, ampak vsi se ima pritožujejo, da je gor nižja frekvenca ljudi. Ampak je problem, da zdaj spodaj ne morem glih vseh imeti, ker potem pa je zgore čisto neizkoriščen plac. Razumljivo. Jaz sem mislila, da bo v bistvu karaoke imel dosti večji naval, pa da bo več hodili gor. Ali dati neke smerokaze, nek velik napis družabne igre na tisto ograjo, ki se od spodaj vidi, ker je gor še zmeraj prostor s potencialom. In je manj glasno, tako da lahko igraš igre, lahko ti tudi trgovina razloži igro. In vse, ker ta črni vitez, ki so bili spodaj, se nekaj, da je v bistvu težko razložiti igro, če je toliko glasno, kot je. Se tudi Gaming Corner bi lahko potem tja gor morda predstavili. To sem tudi razmišljala, ker vem, da Makon oziroma Mofokon, lansko leto, mislim, da imajo oni v nekem zgornjem nastropju tako kar oddaljeno v bistvu od tistega centralnega dela. In se ravno s tem razlogom, mislim, se ljudje bodo pač prišli tja, ki pač hočejo igrati, pa hkrati potem ni takega pretoka ljudi, ki bi v bistvu uvirali igranje iger. To je res.